Z novo finančno perspektivo se v programu Interreg prvič sofinancirajo tudi projekti manjših vrednosti. Društvo Veter je bilo skupaj še z dvema partnerjema uspešno pri prijavi na lanskem razpisu, za izvedbo projekta pa so se izbrali tretji teden v letošnjem juniju. Več o samem projektu nam je povedal predsednik društva Veter, gospod Uroš Koštec. Ta današnji pohod je del projekta o dr. Augustu Pavlu, ki smo ga prejeli iz Interrega čezmejnega Slovenija-Avstrija. To so tako imenovali mali projekti oziroma projekti majhnih vrednosti, kjer je glavni namen predvsem druženje. Druženje prebivalcev z obeh strani meje, da se ljudje še malo bolj spoznajo, da te barijere, ki še vedno so, nekako jih spuščamo oziroma da probamo počasi, da se odpravijo. Drugače pa je naš namen, poleg se pravi tega druženja, je še tudi, da ljudje spoznajo o dr. Augustu Pavlu malo več. Se pravi, da se seznanijo z njim, da ga mi malo promoviramo. Zato je tudi ta projekt narejen na način, da smo vključili osnovnošolce, osnovna šola Cankovo in osnovna šola Bad Radkersburg. So učenci sodelovali v literarnem natečaju, v likovnem natečaju in preko tega spoznavali delo in lik dr. Augusta Pavla. Tudi včeraj, kar smo imeli na Cankovi tisti kulturni program, je bil namenjen liku in delu dr. Augusta Pavla in tudi današnji tu v Potrni je namenjen temu, da še ljudje bolj spoznajo to pač pomen njega sploh za to naše območje. Lahko rečem tudi za 3 dežele, se pravi tako Avstrijo, Slovenijo kot pa tudi Madžarsko. Nosilna tema tega čezmejnega projekta je lik in delo na Cankovi rojenega Augusta Pavla, prvega prekmurskega znanstvenika. Zanimalo nas je, kdo je torej bil ta še vedno preslabo poznan rojak. August Pavel je bil, se pravi, etnolog, pesec, pisatelj, zbiralec različnih umetnin oziroma vrednosti. Na nek način smo ga mi opisali kot ene vrste modernega Evropejca. Saj je on povedal, da ne glede na to, kakšne narodnosti si, je pomembno, da se pravi, da ljudje sobivamo, da smo v sožitju, da se pravi vsak jezik pomemben in tudi ta večjezičnost, multikulturnost, če lahko tako rečem, da je pomembno, da ni treba, da je en narod, ki prevlada nad drugim. Se pravi, to je mogoče neka njegova najpomembnejša lastnost. Med aktivnostmi, ki so zaznamovale celotno dogajanje, je bil tudi pohod od hiše Augusta Pavla na Cankovi do Pavlove hiše v Potrni, ki leži na avstrijski strani. Predsednik društva gospod Koštric nam je pojasnil, kdo vse se je udeležil pohoda in kaj je bilo njegovo sporočilo. V samem projektu sodelujemo 3 društva, se pravi društvo Veter iz Murske Sobote, pa potem kulturno-umetniško društvo August Pavel iz Cankove in pa kulturno društvo iz Potrne, se pravi člen 7. Zdaj, mi smo vabili različne ljudi, se pravi, tako so se nam pridružili. Zdaj vseh društev jaz ne vem, kot so prišli ljudje, vem pa, da so tako iz Slovenije kot iz Avstrije, da so prišli ne samo iz Prekmurja oziroma iz teh bližnjih krajev, ampak tudi iz Prlekije, pa iz štajerskega dela. Tako da smo v bistvu nekako probali teh 60-70, koliko nas je danes bilo na pohodu, da niso samo, se pravi, te 3-4 vasi, ki smo tu zraven, ampak da se pač nekako probamo tudi širše organizirati, da tudi z širše okolice pridejo na ta pohod. Pohod pa je bil v bistvu kot ene vrste druženje, se pravi, to je tisto, kar je bil pač ta namen teh projektov Interreg, da se ljudje spoznajo, da se družijo, da si v poti povejo kakšne stvari, da mogoče potem že načrtujejo kakšne stvari za naprej, tako da v bistvu to bil ta največji namen tega pohoda, se pravi, da pridemo iz ene Pavlove hiše do druge. Pohod sam po sebi ni bil kdo ve kako fizično zahteven, saj je bilo v prvi vrsti pomembno to, da se ljudje z obeh strani meje družijo v prijetnem okolju in sproščenem vzdušju. Saj to v bistvu bil naš namen, da se čim več ljudi lahko udeleži in da čim več ljudi pride na cilj. Ni bil zato namen tega pohoda neka težavnostna zelo velika stopnja ali pa da bi hodili 3-4 ure. Namen je bil, da čim širši javnosti, čim širšemu prebivalstvu lahko omogočimo, da kljub vsemu nekaj prehodi, nekaj se tudi malo fizično tudi, se pravi, da neki fizični napor da iz sebe, da potem lahko mogoče tu zdaj lažje poslušajo ta kulturni program, ampak pravim, glavno je bilo to druženje, se pravi, da smo skupaj na neki poti, da nismo samo stacionarni. Gospa Suzane Weitlaner, predsednica kulturnega društva člen 7, avstrijska Štajerska,
ki je avstrijski partner v projektu, je za pohodnike in ostale obiskovalce organizirala zanimiv kulturni program na dvorišču Pavlove hiše v Potrni, Lafeldu. Najprej smo seveda pozdravili goste in potem pa je zapel zbor Pavlove hiše slovenskimi in avstrijskimi pesmimi. In zdaj je kosilo, imamo vegetarijansko enolončnico in potem pa bo še nastopil Peter Andrej s svojim bandom in nekaj pesmi Augusta Pavla tudi, ampak tudi nekaj drugih iz bližnjega Maribora. Druženje ljudi z obeh strani meje ob tovrstnih priložnostih ima po mnenju gospe Weitlaner številne pozitivne učinke. Jaz mislim, da so take dogodke pomembne ravno v tem vzdušju Augusta Pavla, ki je enkrat rekel, ne poznamo se dosti dobro in imamo svoje predsodke in hitro govorimo nekaj o tujcev in o Balkanu in ne vem kaj še. Ravno take dogodke pomagajo, da spoznamo drug drugega, spoznamo inštitucije, spoznamo program, se imamo dobro in to je tisto, kar je po mojem v tem obmejnem prostoru, ampak tudi v notranjosti dežele potrebno. Ena od osrednjih točk prireditve je bil nastop zbora Augusta Pavla, ki je zbranemu občinstvu zapel venček slovenskih in avstrijskih pesmi. Z zborovodjo, ki prihaja iz Slovenije, smo se pogovarjali o tem, kako je prišlo do tega sodelovanja. Jaz sem instrumentalist in nekoč sem rekel, učitelj nikoli ne bom, potem sem postal učitelj. Na to sem rekel, zborovodja nikoli ne bom, ko sem pa začel, je prišlo tako daleč, da sem začel po naši strani voditi pevske zbore. In ko je prišla ponudba tudi od tu, ker pa imam rad izzive, obenem mi je pa ta dvojezičnost oziroma ta obmejna tematika dokaj všečna in blizu, sem pa rekel, zakaj pa ne, pa smo poskusili in na prvi vaji smo se tako dobro ujeli, da vse ostalo pa je sledilo avtomatsko. Zbor je po svoji sestavi in repertoarju skladb, ki jih izvaja, nekaj posebnega, saj gre za bilateralni zbor. Ker je to bilateralni pevski zbor, torej mi spadamo pod člen 7 avstrijske pogodbe o manjšinah, je pa tukaj ena taka posebna specifika, ravno zato je ta naš pevski zbor bilateralen. Moramo peti pesmi in z ene in z druge strani, obenem pa tudi člani, torej zasedba pevskega zbora mora biti in z ene in z druge strani, torej ne samo Slovenci, ne samo Avstrijci. In na tak način dejansko bi morda lahko postali zgled tudi v političnem smislu, vendar politika bom samo enkrat omenil. O zbranih vtisih z kulturnega programa pri Pavlovi hiši ter o razlogih za odločitev, da se udeleži pohoda, smo povprašali gospo Marijo iz Beltincev. Smo se zato odločili, ker smo že 2 leti v vaši skupini hodimo opet v Ljubljano, da imate tisti dan Prekmurja prikazovanje in ste nas povabili, mi pa smo se zelo pozitivno odzvali in zelo, zelo zadovoljni. To smo presenečeni, nismo vedeli, res en krasen program, krasen sprejem, tudi malica, tudi vse ostalo, tako da hvala vam. Udeleženka z Goričkega se je prav tako strinjala s svojo predhodnico, da so tovrstni dogodki lepa popestritev njihovega vsakdana, ter da je koristno in prijetno spoznavati ljudi in dediščino čezmejne regije. Zelo sem presenečena. Mislim, eni dogodki so takšni, ka imaš nekaj za doživeti, videti, malo je tudi dobro, ka smo malo peš šle, nekaj tudi za zdravje skrbite, pa zelo ste gostoljubni, vse posod je lepo, da nas pogostite pa vse. Je pa takšna fajn starinska hiša, mislim, pa takšne me spomin, mislim, vrača nazaj na domačijo, na Goričko. Smo mi tudi takšno starejšo hišo imeli nekdaj, pa mi je to tako lepo. Mislim, kaj je fajn, kaj se družimo, pa kaj je tudi nekaj zgodovine še ostalo, pa kaj je lepo to ohraniti trebejne, ja, lepo. Fajn, pa lepa, v lepi naravi, pa tako mi je, uživam. Lepi den ste nam napravili. Zasnova izvedbe čezmejnih dogodkov v projektu August Pavel se je izkazala kot zelo primerna za različne ciljne skupine,
In upamo lahko, da bodo na podlagi zbranih izkušenj vsa 3 društva kot partnerji sodelovali tudi še naprej pri pripravi in izvedbi podobnih projektov.